Poglej, najprej zapelješ takole na pisto, se takoj soočiš s klancem. Veš, jaz ne vem, če se že vidi, ker sonce ima svet v kontrasmer, ampak a vidiš tamle naprej pa levo, kaj piše na bajti? Whoop! Aha, pa vidim, da neki folka že čaka. The best. Še pikico. Evo me. A veš, jaz si to takole predstavljam. Več kot 2800 vas je glasovalo, oziroma se vas je prijavili na Facebooku, mimogrede, Volvo S60, pa več kot 1700 vas je pisali na Instagramu, da se želite pomeriti z mano, da vidimo, ko je jači, ne. Jaz pa mojih 100 kg proti vam. No in zdaj se z izžrebanci dobim, predvsem pa sem tako razmišljal. Če je bil tak interes, da želite priti sem pa malo podirkati, je pol menda tisti, ki niste bili izžrebani ali pa nasplošno se mi zdi, da velja zanimanje, kaj dogaja, kakšna je zdaj ta pista, kako se skupaj izgleda, zdaj, ki je novo, ki je res čist drugač dvonivojska je. Ja, najbolj že to pokažem, pa sem rekel, da bom en vlog temu posvetil. Danes se dobim z fanti in puncami, ki so bili izžrebani. Ne vem, kako bom lahko snemal samo interakcijo, zdravo, hej, what's up, kako ste kaj. Bom se pa potrudil, da bom čim boljš opisal whoop-karting, pa da bom pokazal pisto, ker to vas pa najbolj zanima. Pa koliko leti, pa kakšne so nastavitve in tako naprej. Ok, folk čaka, pejmo. Mimogrede, S60 kmalu pride tudi vlog na to temo. Da si boš malo predstavljal vse osnovi, kar se Florisa tiče, dosti podobno kot prej, ampak pejmo skozi, da boš videl, kako to izgleda danes. Sprav na začetku tukaj so stopničke, VUP, to poznamo, na levi strani je bar, desno in po stopnicah gor. No, tukaj se boš lahko usedel, kaj popil, pa kaj pojedel. Pa pejmo mogoče kar direkt na progo, da boš videl, kako izgleda tukaj z balkona, poglej. LED osvetlitev je tista, ki je zelo atraktivna, pa fino izgleda. Ne samo tukaj na balkonu, tudi ob progi, vidiš tam zadnji? Evole. Tale gospod se že ogreva, zdaj gre pod mojimi nogami, pa tukaj v 180 stopinjski ovink, pa potem naprej v ciljno, štartno ciljno ravnino. Ok, zdaj pa čez tale hodnik, kjer folk že čaka in upam, da se je prijavil, da gremo voziti pa dirkati. Evo folk. Tukaj se prijaviš, tukaj so zasloni, ker zagledaš svoje ime na desnem zaslonu, greš potem dol, kjer je ta prva stvar, ki se jo udeležiš en tak dober briefing. No, zdaj se tukaj vse skupaj še postavlja, vidiš, koliko smo frišni. Tukaj spodaj so čelade, podkape. Prva grupa se že pripravila, fantje, ste ready? Ready. Kaj, če bi se jaz raje usedel v kart, pa pokazal, kako se skupaj izgleda, da boš videl, kako pa kam pele progo. Ajde, pejmo. Poglej, najprej zapelješ takole na pisto, se takoj soočiš s klancem. Prva dva kroga sta namenjena ogrevanju, vidiš na levi strani, te pogosto v progi spremlja LED razsvetljava v polni meri, potem pa takoj najbolj razbudil wing, spust, 180 stopinjski wing, naslednji je zavoj v levo, malo širši, malo bolj odprt, hiter S, majhna, kratka vzpetina, spet levo wing, potem pa vzpon, desen 180 stopinjski wing, potem pa počas prihod na startno ciljno ravnino. Evo, prva moja grupa se že okrog voz, me zanima, s kakšnimi feelingi bojo prišli nazaj. Prehtevajo. Hvala ti, stari. Evo, tukaj je dober battle, opa, po pameti. Rade, stari, ponovati je trola, da on si bil kart, povej mi, kako se ti je zdelo vse skupaj? Ful drugač, trola je 15 metrov, kart je meter pa pol. Kaj rečemo, to da sem se včasih malo bolj na easy vzel, ker sem moto lepo namotil, puno lagan, 15 na ovink, ampak glede ne gre enostavno. Kakšna ti je pa pista? Vrhunska, pista super, zgibana je pa res zelo preoska. Ja, težko je prehtevati. Ja, vrhunsko drugače. Pa lepo smo se barvno ujela. Seveda. Evo, dirka je prišla, pa je tudi šla. Prebil sem se v finale in na koncu dosegel drugi čas. Na prvem mestu je bil en precej zagrizeno obseden kartist, ampak bolj kot rezultat je bilo pomembno to, da smo se imeli noro fajn. Malo sem vprašal za mnenje, vsi so ful uživali, zato ker je proga ful razgibana. Ne da se sicer veliko prehtevati, ampak najdeš vmes, ko se peleš,
svoj set izzivov, ker se lotevaš vsakega ovinka posebej in razmišljaš, kako bi lahko sebe še izboljšal. Tako da vrhunska izkušnja. Vsi smo uživali. Se pravi je nekaj. Je rekel. Pa budala sem, eno stvar sem pa pozabil povedati, ne? Grem nazaj noter, to moram pokazati. Mislim, bolj fajn je, če so karti za mano, kaj to razlagam, ne? Nisem se razgovoril o ceni, pa še vstop na hitrosti. Cena bo 14,50 oziroma 14,5 na vožnjo, vožnja traja 10 minut. Zelo razumno, glede na to, koliko te ne zabave, ti teh 10 minut ponud. No, potem se da regulirati pa še stopno hitrosti. Zaenkrat ti lahko povem samo to, da je teh stopenj hitrosti več. Mi smo v tem trenutku vzeli tretjo od 4 najhitrejših. Je pa še nekaj res, ne? Vupovci v tem trenutku, ker celotna stvar se še ne počas zaganja, testirajo, kaj je na takšni progi in s temi karti sploh izvedljivo, ker je za potencial, ki ga ima elektromotor oziroma ki ga ima ta kart, je izreden in so lahko tudi prehitri, tako brez jebancije. In ko bodo te stvari enkrat naštudirali, pa bo tudi kristalno jasno, kaj se da, komu bojo kaj dovolili, komu bodo povišali in tako naprej. Pa pamet. Zakon je.